Slovenija bo tako tudi de jure, se pravi, mednarodno pravno postala ozemeljsko zaklenjena država, kot se temu pravi, mednarodnem pravu, in potem bodo za vas iskali neki izhod na odprto morje, oziroma, kot piše v tem sporazumu, neki junction. To pa ne bo teritorijalni stik, ampak bo to podobno neki služnostni poti preko sosedove zemlje do javnega cestišča. Zdaj ti na sveti, ta mnenja mednarodnih, pa tudi domačih strokovnjakov za mednarodno pravo so bila ključna, zato da je Slovenija zelo trdno postavila zunanjo pravičnost exequae bono kot enega od 3 ključnih kriterijev za to, da preda reševanje tega vprašanja tretji strani. Tudi mešani komisije, ki sta delali na rešitvi tega vprašanja, na podlagi dogovora na Bledu, da so ti komisiji ustanovita, sta imeli mandat za naše strani, da upoštevate te kriterije. Do spremembe teh kriterijev je prišlo iz neznanih razlogov, brez posvetovanja s stroko in tudi z opozicijo. V lanskem letu, potem, ko se je aktualna slovenska vlada zaplezala z nespretno postavljeno blokado Hrvaški pri pogajanjih oziroma pri odpiranju in zapiranju poglavij o vstopanju Hrvaške v Evropsko unijo. Takrat je bil brez posvetovanja podpisan sporazum in danes se ob enake razklanosti slovenske politike skuša ta sporazum ratificirati z navadnim načinom. Slovenija ni v položaju, ko bi morala na vrat na nos popustiti in predati reševanje menjega vprašanja brez upoštevanja teh 3 ključnih kriterijev tretje osebe. Slovenija se ne pogaja za vstop v Evropsko unijo. Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško je tudi leta 2008, ko tega sporazuma ni bilo, teklo povsem normalno. Nobenih incidentov ni bilo na meji, nobenih sporov med ribiči. Brionska deklaracija, ki je bila podpisana v času našega mandata, je tudi razčistila z vprašanjem, ali in koliko se upoštevajo tiste enostranske poteze, ki jih je kakšna država naredila po osamosvojitvi. Torej, vse, kar je kdorkoli enostranskega naredil po 25.6.1991 v skladu z Brionsko deklaracijo, ki se je bolj ali manj upoštevala na obeh straneh, s nekaj izjemami, pač ne upoštevajo tudi te bojazni. Torej, ni bilo incidentov, Slovenija se nič ne mudi zato, ker bi morali izpolniti kakšne mednarodne kriterije. Tudi gospodarsko sodelovanje je teklo povsem normalno pred nastopom mandata te vlade. Razmere so se zaostrile zaradi nespretno odigrane karte z blokado in zaradi posledic, zaradi katerih je Slovenija dejansko potem izgubljala mednarodni ugled. To bi se dalo vse rešiti brez tega, da Slovenija poklekne na celi črti. V Slovenski demokratski stranki pričakujemo, da ravnanje vladne koalicije, kakršno je bilo danes, ne bo oziroma ni tudi napoved ravnanja vladajočih in nekaterih njim podrejenih javnih občil v referendumskih kampanjah. 1 minuta na poslanca za razpravo o arbitražnem sporazumu naj ne bo signal tudi za javno občilo v Sloveniji, da bodo namenila 1 minuto ali pa en ubog stolpec v vprašanju v času, ko se bodo Slovenke in Slovenci odločili, kako naj glasujejo na referendumu, vprašanju, ki je sodnega pomena za Slovenijo. Seveda se ob tem, ko se zavrača ta pot reševanja preko ponovljenega arbitražnega sporazuma, postavlja tudi vprašanje, kaj je alternativa. Tudi danes smo nekaj slišali s strani predsednika vlade vehementno vprašanje, kaj pa je alternativa. Alternativa obstaja, vendar tudi, če ne bi obstajala, je bistveno bolje nič in status quo, kot pa takšen sporazum, ki bo Slovenijo zaklenil in vzel status pomorske države.
Pri tem sporazumu naprej vemo, da rezultat ne more biti niti takšen, kot ga je prinašal doslej edini parafirani sporazum do novših račun, niti tak, kot si ga predstavlja, oziroma kot si ureditev tega vprašanja predstavlja Ustavno sodišče, ki je v svojo nedavno odločbo zapisalo, da Slovenija ima teritorialni stik z mednarodnimi vodami. Torej, tudi če v tem trenutku ne bi obstajala nobena alternativa, tudi če bi kazalo, da bo to vprašanje še dolgo časa nerešeno, je to bistveno bolje, kot pa pristati na takšen sporazum, kot ne bi ga danes vladna večina v Državnem zboru ratificirala z navadno večino, s kakršno se recimo sprejemajo poročilo o obnovi Državnega zbora ali po ustanovitvi kakšne manjše ali pa večje slovenske občine. Kot pa že rečeno, alternativa obstaja. Ni Slovenija tista, ki se ji godi. Takšni položaj je država, s katero se moramo izpogajati. In zaradi tega je možno v relativno kratkem času nadaljevati z delom obeh mešanih komisij, ki so uspešno delali, dokler bil mandat ni bil prekinjen, in poiskati rešitev, ki bo na koncu dejansko zagotavljal, da če se bomo odločili za to, da prepustimo reševanje vprašanja južne meje neki tretji osebi, ob tem nujno upoštevamo tudi načelo zunanje pravičnosti.